Mogoče ta črta, ki jo imate tle, mogoče te zdaj ni tukaj še vedno. Je konkurirano. Zdaj smo se zdaj kompletni. Če so skupaj. A pa mogoče začnete raje s tem radičem, a ne? Pa kaj bi mu dal prostor, ker ta je v bistvu daje neko možnost, da se malo v bistvu razživite, niso samo te geometrijske oblike. Vidim, vi ste tako natančno, dajte si tako mogoče samo vse te tri elemente, samo malo si jih razporediti, da vidiva, kaj sploh malo. Celo življenje se ukvarjam z veliko stvarmi, vse so sicer znotraj polja neke vizualne umetnosti, ampak pedagoški del je samo en vidik tega, ne, se ukvarjam s slikarstvom kot takim, za kar sem se nenazadnje pač tudi izučil. Ukvarjam se tudi s fotografijo, ki me spremlja pravzaprav že tudi celo življenje, tudi z grafičnim oblikovanjem, tudi z pisanjem, tako da en tak širok spekter stvari. Očitno pač me ne zadovolji samo ena stvar, ampak potrebujem več stvari, da nekako pokrijem svoja interesna področja. Pač v nekem obdobju nečesa več, naslednjem pač nečesa drugega, ne. Recimo, to mi je všeč, kako je narejena ta posodica, ne? Hkrati je dosti sveža in niste šli preveč v neko kompliciranje, pa ste vseeno dosegli ta učinka vas je, se spomnim pri prejšnjih vajah, moto upodobiti ta čutek kovine. Mogoče bi se vseeno lahko poigrali z enim takim baročnim trikom, to se pravi, da ta površina v zadnji ne bi ves čas enotno. Recimo, da je na eni strani svetlejša, na eni strani malo temnejša, da bi dala mi še malo tega občutka pol prostora, bolj izrazito v samo sliko. Ko sem se lotil tega, seveda sem imel za zgled tudi neke delavnice, ki sem jih sam obiskoval, preden sem recimo začel študirati, ne? Ki so bile zasnovane dosti klasično, to se pravi, pač nekaj se postavi, nekaj se slika in mentor pač malo pokorigira stvari. Sem pa kmalu ugotovil, da nastanejo problemi tam, kjer želiš pokazati na neko referenco iz umetnostne zgodovine, ne? Ker preprosto večina tečajnikov tega znanja ni imela, oziroma je bilo zelo skromno. In zdaj se mi je, da je to neka zadeva, ki bi jo bilo potrebno vpeljati v nadaljnji učni proces. Da se praksa poveže tudi z neko teorijo, z nekimi predavanji o umetnostni zgodovini, likovni teoriji, z obiski muzejev, galerij, z razlagami slik neposredno pred živimi deli. Tečajnikom predočiti, kaj je na nek način bistvo slikarstva, ne? In kako ga je potrebno gledati, ker se mi je zdelo, da šele ko znaš gledati sliko, jo lahko tudi sam začneš ustvarjati. Dokler tega ni, tisto, kar ustvarjaš, nima veliko veze z likovnostjo kot tako. Recimo, zdaj ta škatla je tudi po obliki, je, bom rekel, zelo radikalno deformirana. Ta knjiga je vseeno dosti prav postavljena v prostor, ne? Glede na to, kako ste to tle formulirali, ne? Je to zdaj preveč na nek način pravilno v smislu neke perspektive, nekega prostora, ne? Tukaj bi si na podoben način, kot tam morali igrati s tem, tako mi rečemo, kontraperspektivo, naredite zadnjo stranico daljšo od te sprednje. Znotraj tega so potem nastale tudi neke interne skripte, namenjene tem tečajnikom. Iz tega se je potem razvilo pač to neko sodelovanje z javnim skladom tudi v smislu pisanja likovnih priročnikov, ki so pravzaprav tudi meni odprli neko čisto novo polje ustvarjanja in nekega interesa, ne nazadnje. Tudi ta literarni moment ustvarjanja z pač tem, kar bom rekel, recimo, da poznam, obvladam. In sem naredil tudi nek sistem praktičnih vaj, kako približati to, ne? In te vaje so recimo tukaj vključene noter, to se pravi, ne gre zgolj za predstavitev nekega likovnega problema, ampak so tudi vajenice za mogoče nekoga, ki bi se tudi želel še v to spustiti, ne? Z leti postal ta pedagoški del nekako neki izziv zame in s tem tudi neko veselje, ker sem znotraj tega našel nek razvoj za samega sebe. Ko sem moral neke stvari, ki so razmeroma kompleksne, razložiti ljudem, ki pravzaprav o tem vedo zelo malo ali skoraj nič, jim podati na nek zelo enostaven, pa vendarle strokoven in jasen način, sem moral te stvari v bistvu najprej pri sebi razčistiti. In je bila ta korist na nek način vzajemna. Sem jaz ravno tako po svoje rastel, ko sem skušal te stvari predočiti drugim. In v tem smislu je seveda bilo zanimivo, včasih tudi zabavno, in mi je neki izziv še vedno.